Ja, ampak ne vem, tam pri 5 sem se nekako sprijaznil, a veš, zgodbo. 6 je pa meja. Ne, sem šteka, nek mora biti. Nek jo moraš potegniti, ja. Tako sem jaz pri Čikih rekel, ko bo Čiki Jurija nam več kadil. Kaj to je pa res brez veze. In zdaj so že skoraj ure meseci. Čeprav ne, Marliči so zihar že 4,5 €, tako da to je... Seveda, 4,16 €, ne, je Jurija. 4,2 skoraj. Koliko so Čiki drugače? Ja, ne vem, ampak čez 4 €. A res? Ja, meseci so še Škatlica. te... Winston so že več kot 4. Škatlica? Ja. 4 €? Več. Marlboro so zihar 4,5, če ne več. Kje si ti vstal? Ne, mislim, sem kol nisem, sam tako. Pri 200 dolarjih sem jaz stal. Takrat se spomnim, da sem bil kamel 200. Kol nisem kupal. A res, ok? Ali Winston, ene od teh, ki sem jih kadil. Tako da. Pa vem, da so bile te prvi Čiki, ki smo jih kupili, 57 mil, so bile $6. Svidimo ta vuna epizoda, koliko smo star. Če se spomniš 57 mil in boss, mehke in trde. Boss pa še pa pol leta za njimi. 57 mil so bile že kar prej. Ne, navadne 57 so bile. A niso bile skozi mil? Ne, 57 mil so bile. Ok, se upravičujem. Ena verzija benda pred Šedviškimi marginalci je še napisala komad 57 mil. Ne, jaz sem mislil, da so bile skozi mil. Ne, ti si bil kao te gospodske, ki smo bili že v Svobota, veš, kaj je bila Svoboda. Une niso bile mil. Ja, ne, se razumem. So bile pa s Prešernom, ne? Ja. Je bil pa ta kulturni moment. Pa na cigaretah. Žabica pa to. Pa žabica, ja. To. Žabica je bila gor narisana. Narisana je bila, zelena žabica. Zelena žabica je bila gor narisana. To se ful zapolnil, ja. Pa mild z zlato. Čekaj, ni to tvoj fotor kadil? Ne, Niška Morava. Ja, pa boss. Hardcore. Ja, boss mehke. Tis ni to hardcore, ampak Niška Morava so bili pa dobri Čiki. Katran jedu se za žlico. Niška Morava so bili dobri Čiki, res so bili hard, to je bil šamar, ne, ta prav, ampak dobri. Mislim, ne da bi vedel, ampak spomnim se pa škatlice, rdeča pa tako zlato, tako krog. Mi smo jih pa teh Niška Morava v Cirilici. Ne so vojakih, so krajanih, čigar starši so bili vojaki, so imeli te, a veš, ko so dobili iz oddola. Ne, pa se tudi prodali. A so jih? Jo. Valjda, se dubali. On jih ni tako izkej dobival, on jih je pač kupil. V Merkatorju na Vrhovcih. Sem res pizda. Meni se je pa zdelo to, da je ful neka eksotika, veš, kot kamel. Ne. Ali pa GPS. Pa seveda, ko smo šli v Svobodo, ko si jo prej omenil, kako že. Takrat so pa pol en dan trenutku nehali, nekaj časa so še prodali. Pa to, da je bilo potem. Potem so pa nehali. Pa možno, da so jih dostave ni bilo, ja. Valjda, pa so jih pa dobili sam še tako, ja. Takrat pol se jih nekaj, pa je pa vprašal to na boss. Iz rubrike še pomnite, tovariši kadilci, pejmo raj na avizo. Zdravo! To je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. In tudi o enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Naročite se na naš podcast v vašem najljubšem predvajalniku podcastov ali poslušajte na opravičujmo.se, kukar vam paše, ampak kako se naročiti, vam pa povemo na hvalazasribe.si. Ok, pa pojmo pogledat, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Bog dežja je bil. Trgovski je povedal, kako je biti Rob McKenna v resničnem življenju. Ja, kako je v kapitalističnem zahodu z dežjem. Sam, a vidiš, vreme pa ne znajo, ne? Ne. Ja. Oni lahko Bruselj, sam vremena pa ne imajo. Ja. Ne bo šlo. Dragi bele luksari, Kvarnik. Mi smo pa še vedno na tistem klancu,
kjer smo pustili tistega štoparja prejšnji teden. In izkaže se, da v naslednjih 2 tovornjakih nista sedela boga držja, ampak sta se vedla pa glih tako ne. Tako da sta bila zalila sta ga pa... Ja, pa si mislila svoje. Ne. Je pa res, da je počas dež ponehaval. Ne, ker bog dežja se je odpeljal dale in s tem tudi je dež jenov. Oblaki so mu pa sledili ali kaj. Tako je. Tako, dež je pa počas jenov. Počas je odnehal. Čez merga je pa zebr. Bo zgareveža. Ja. Ampak mi zdaj sploh vemo, kdo to je. Ne. Še zmerne. Ne, še zmernimo vemo. Še zmerne. Se pravi, Peli v bistvu, ki je začel brati, sploh ni vedel v bistvu, Ne se pa lepo moja, ti si sam prebral ti si prebral tiste poglavje, pa si pa šel na prvo knjigo, ali si še prej naprej bral? Ne vem, če sem celo prebral, ampak sem še bral naprej. A ja, si bral tistega del trenutku, si začel naprej brati? Ja, kaj je bilo tako dobro. Po mojem sem se ustavil pred koncem, pa sem šel v knjižnico po prvo knjigo. Ne, jaz mislim sem tako, da je prebral si prvo poglavje. Se spomnim tega poglavja zdaj naslednjega, to se spomnim. Sam ta prvega sem. Mislim, se manj. Ja? V bistvu 4. knjiga te je pretegnila, da si šel. Drugo poglavje, bog držja. Ok, zanimivo. Ja. Kar je v bistvu boljš, mislim, veš... Če ti že to kul kvašele, te prva. A veš, prva knjiga je naredila pa obvoznice, vse to. Zanimivo je pa tudi to, a veš, da v bistvu se referira sicer še ne zdaj v tem poglavju. Je pa res, si cel krog naredil. Skozi malo ponavlja v 4. knjigi Douglas, ki se mu je zdel, da je že dosti cajta men, pa še v fura malo, se spomne malo na vogone, ne v tem poglavju, ampak malo naprej. Se malo spomne, ne, a veš, kako je bilo, pa bomo še slišali. Ta Netflixov recap moment ima, ja. Vsake 3 poglavje ima previously on this trilogy in 4 parts. Do you remember? Ja. Ampak naš štopar pa še zmer nima sreče, ne? Ker en šofer Renaulta mu pač s temi gibi klasičnimi dopove, da pač ne more, ker ne greste v isto smer, pa ali pa da mu gladko pove, da se jebe mu. Kdorkoli že kdaj što poveš, da veš, kaj ti hoče povedati, ker ti maha, pa se odpelje naprej. Točno to, v drugo stran greva, veš, jaz sem kele do Črnuč. Se po mojem, da če v štopanju govoriš, spet govorimo o tem, koliko smo stari. Tudi, ja. Ampak to sem študiral, da štopanje... Pa se štopajo še zmer. A ne? Pobelj nekaj, ja. Ni glih prav. Vini dele selfie. Ja. Selfie z nami. Halo. To je slabo za radio. Influencerka. Sam res. Ja, ne, štopanje. Ja, po mojem se bolj ne štopa. Jaz tudi mislim, da se bolj ne štopa zdaj. Še mi smo štopali iz Ljubljane v Kranj, Najdel ali pa nekam do Kamenka. A veš, to so bile te kratke. Mislim, največkrat smo štopali do Šentvida, do doma. Ja. V resnici. To smo skozi. Daljših štopov pa... Dak je enkrat štopil na morje. Dobar je bilo. Kaj to pomeni, da si bil zdrav? Mi smo bili z bicikli prej kot on. Aha, kaj štopil. Ja. Ajoj. Tako, mislim, v Ankaranu smo se dobili, pa mi smo imeli še dež vmes, pa vsega boga. Pa pol poti smo šli z vlakom, zato ker nas je na Senožeškem klancu toliko zalil, da smo rekli, da ne bomo mi zdržali do Kopra. Je bil bog dežja zraven. Je bil bog dežja, je bil zraven. Ti sem bil še kar dobro, mislim, še kar tako near death experience, ampak kar zoporen, ker jaz sem imel zelo slabe bremze. Ta divača se je, hvala Bogu, da gre malo poravnam, ker nisem se dobro počutil tisti trenutek. Sem bil vesel vlaka. Veš, želja je bila, da pridemo z bicikli do morja, ampak v tistem trenutku, po tistem klancu, pa s tistimi bremzami, ki res niso tako dobro delali, kot se si jaz mislil. Mi je bilo prav vesele, da nisem šel še pol dol od spod, a veš, do Kopra, ki je še malo več klanca. Črni kav ne bi bil zabaven. Tako da ja, Dak je pa štopil dalcajto, kot se je nas ta prigoda z bicikli dogajala. Tako da je bilo kar zabaven. Je pa prišel. No, eto, evo, vidiš, je. 7 ur do prvega štopa, kako je že bilo. Jebem. Pomaga, če si bejba, verjetno. 76 jih je bilo prej, ali ne vem koliko. Še to preštev je. V 20 jih je bilo. Aha, verjamem. Ni bilo neki 11, ampak neki 20, ne.
Pa pari, pa pa tret, pa četrt, pa se ga pa eno smilo je rekel, ti pa že dolgo čakaš. Kako veš? Vedno od teh šoferjev se najbrž že 8. memnega pelo. Ok, zdaj tem pa pelo, pizda. Vsi drugi so že šli, ok, ajdem. Se gremo v Grosuplje, ampak ok, kaj te vidim. Ne, do Postojnega je pelo, pa je še pa nazaj v Grosuplje najbrž. Ja, najdejo se tudi kakšne v redu. Ne, a veš, kakšni v redu ljudje pol. Ja. Ki te pol potegnejo tudi do kam dalj, kar so dejansko namenjeni, ne samo zaradi tega, da bi ti pomagali. Kar pa ta voznik Kurtine definitivno ni bil. Edni iz tega bazena. Niso vsi, so pa tudi kakšni te, ki ne v luže zapelajo, a ne? Ker saj lužo obvoz. No. A veš, da je to, da tudi če te ne pobere, ampak da je saj lužo obvoz. Se pravi, kakšni jo pa tudi zapelajo vanjo, a ne? Ja. Kot naš dragi Rob, tako da. Ja, in teh avtov je bilo pol, ki so uletavali mimo tega našega štoparja, kar velik in ne. Vsi so imeli podobno sporočilo, ne bomo ti ustavili. Aha, a ste opazili? Tle je pol vmes, ki razlaga, da se nevihta umakne in pogrmeva z oddaljenimi hribi, je imela samo še toliko moči kot besede, pa še tole 20 minut zatem, ko smo že priznali, da nimamo prav. Se mi zdi, da je Ion Colfer kar dober delček izbral za 6. knjigo, tako da ne. To je, a veš, naslov 6. knjige hkrati, tako da mogoče pa si je mogoče, da si je prvošel šalo na svoj račun, ne? Ker jo je potegnil iz Douglasove knjige, jo je potegnil ven in je bila na njegov račun. Ja, lepo. Možno, lepo. Zdaj, ko si tako izpostavil, ful večjo šanso ima, kar naenkrat ima ful večjo šanso, ker a veš, če ima smisel, da je samo refleksijo tako močno, pa do prvega pogleda probava, pa vidimo. Ne obljubo, da pridemo do konca. Ker še zmeraj ostane zadnja priložnost. Ampak da se vrnemo spet k temu vozniku Kurtine, ne? Da ne bomo sam nakazali, da bomo. Ja. Pa pol mi spizdimo, ne vem, na Agato Christie. Agato Christie, ja, ta bi bila lepa. Ne vem, A misliš, da moramo poslušalcem razložiti, kaj je naredil ta šofer Kurtine, ali že jasno? Mislim, da že priti imaš jasno, si zdaj že povedal. Sem že dvakrat povedal, tako da v bistvu ni treba. Ampak ga je pa karma, ga je pa duhitela. Ta je bila kar slaba, ja. Mislim, slaba. Karma, ne. Karma, to ni slabo. Ne biti prasti. Don't be an asshole, ne. Tako. Don't be a dick. Mislim, res ne košta veliko, če sparjazen v resnici. Ne. A veš? Ne. Mislim, ali pa saj, da žleht nisno. Tako, da ni žleht. Je velika razlika med tem, da si parjazen ali pa da nisi žleht. Tako. Ne, to je osnova, po mojem. Ne, bi mogla biti. Mislim, ta gospod iz Kurtine bi se lahko bi se lahko mirno mimo odpeljal. Nobene je več kriv. Ne, res. Nobene zamere. Vse v redu. Nekaj je imel nujenega. Tako, lahko si pa žleht. Ja. Kot si ti rekel, žleht je lepa beseda slovenska. Lahko si pa žleht in narediš to, kar je on naredil. Ampak ga je pa tudi bolj. Ustaviš 100 metrov naprej, ki ga gledaš v špeglu, kako teče do tebe, ves premočen, ves srečen, not v njemu, vse. Kaj prav čutim štoparja, stari, prav čutim štoparja. Kaj srečen, res je, v tistem trenutku si vesel, ja, končno. Taki po 7 urah. Ja. To, ja, to, ja. Fucking dežju. Na dežju, stari, še huj, veš. Ja. In pol ti stop na pedal. Ja, hvala. Pa sam gledaš v ne lampe, ki zmeraj manjše. In pomože ti še malo pomahal, pa kakšno tako neumnost. In seveda žmigavce ti pržge. Se zdi blazno zabaven sam sepon. Tako da, drage poslušalke in poslušalci, če se vam to kdaj zgodi, se najbrž ne, ker pač štopanje ni več v navadi, ampak če se kdaj vam to zgodi, verjemte, da... Pelte mem, če ne morete pobrati, pelte mem. Ne, če se ti to zgodi kot štoparju, vedite, da karma čaka na šoferje za naslednjim vozikom. In ga je. In ga je ujel. In ga je ujel, ne. Ja. No, karma je... Ja.
En kup hudomušnih na ključi se mu je zgodilo. Se veš, hudomušniš, če si res niso dobri. Ne, ja. Če se tebi to dogaja, verjetno niso tako hudomušne, ampak kaj. Ja. Niso, ampak take življenje. Vse veš, kako je. Vse veš, kakšno imamo percepcijo. Veš, če se ti udariš po prstu, je tak tragedija. Ne? Če pa en jašek padel, je pa ful smešen. Kanalizacijski. Vem, kaj hočeš povedati. Karikirano. Vem, kaj hočeš reči, točno to. Imamo drugačne vatle za smešnost, uporabljamo. Mislim, sej se že na unih, ki gledajo folk po YouTubu, ki se jim zgodijo, pa na jajca. Na kohone se pa vse skupaj, pa se valjda tistmu pol sveta reži, ker bi pa se mu to zgodilo. Ne bi se tako, ne. Ni smešen, ne. Tako da Ne prav, ja. No, ampak pol je prišel pa SAP. Pol je prišel pa SAP in prijazen glas je vprašal, si oddaleč? In pol se je Štopar obrnil in zagrabil za tisto kljuko. Ne greš. Majke ti, da ti jo utrgam, če boš spel. Če boš spelov, si brez. Čeprav ne, presavi verjetno tisto roko trgal, ampak lej. Ja, v bistvu je navaren za Štopar, je bilo velike za saba. Prej. Ampak ja, in smo pri pečino obešalniku. Ja, ne, v bistvu zvemo še, da postava avto in kljuka na vratih, da so vsi na planetu Zemlja, ki je v Štoparskem vodniku po galaksiji predstavljena z 2 besedama. Človek je pač to pojasnilo napisal, ali ne? Je pa enkega poznamo, a ne? Ja, pa je en pa modela, ki pa gre reto kakšen, no bomo videli, kje je, ampak v tem poglavju zvemo sam, da je v neki, kako že pravi avtor? Vse prej kot neškodljivi pivnici. Ja, in si neustrašno nakopava težave. To pa zna. Ford v svojem najbolj bleščečem momentu. Ford, kar pa zna, to pa zna, si nakopa težave. Ne, naslednjo poglavje bo pa res zabavno. Ja, te težave bojo res... Škoda, ker nimamo v slovenščini tako dobre besedne zveze, kot je v angleščini dire straits. To bo pa res bojo resne težave. Ampak, drage poslušalke in poslušalci, ta teden sam še to, da nam sledite na družabnih obrežjih, kjer smo posod afno, opravičujemo se. In hvala, ker ste z nami tudi, ko mem pripelje SAP. Ja, lepo se majte v temle juliju in hvala, ker nas poslušate. Hvala tudi, ker nas podpirate. Še posebej pa, ker nas poslušate. Hvala vsem, pa lep dopust. Tako. Ja. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Hvala, čao. Ta je bila pa taka počitnička. Taka na easy. V redu je. V redu, lej.